Ja, lep pozdrav še z moje strani. Glede na to, da sem slep, pa ne vidim, kaj se dogaja na projekciji, sem gospoda Andreja prosil, da bo moj prišepetovalc, ker če ima lahko zrnec svojega, ima lahko tudi jaz, ne. Se pravi, še gremo naprej. Poslanstvo arhivov je v bistvu podobno poslanstvu knjižnic, se pravi, hraniti neko gradivo za nas, za zanamce in potem to gradivo dati, narediti čim bolj dostopno vsem. Zdaj razlika med knjižnicami in arhivom je v bistvu vrsta gradiva, kaj hranimo. Vi večinoma hranite knjige, mi hranimo spisovno gradivo, fotografsko, filmsko in tako naprej. Podobni so pa tudi v bistvu naši portali, se pravi, vaši portali so namenjeni temu, da najdeš neko knjigo, da naročiš izposojo. Naša virtualna arhivska čitalnica je pa namenjena temu, da najdeš neko arhivsko gradivo, naročiš vpogled v gradivo, naročiš reprodukcijo gradiva in tako naprej. Zdaj, ker je arhivsko gradivo v bistvu zelo pomembno gradivo za državo, zgodovino, kulturo, posameznike in tako naprej, se nam zdi zelo pomembno, da v bistvu invalidnost ni ovira, da lahko dostopaš do gradiva oziroma da lahko vidiš, prebereš neko gradivo. Z dostopnostjo za ranljive skupine smo se začeli ukvarjati bolj resno leta 2016, ko smo dobili projekt eArch.si/ESS 2016-2020. Ena ključnih nalog v tem projektu je bila dostopnost in za ta namen smo imeli tudi kar nekaj sredstev na voljo, tako da smo lahko v bistvu kar dosti se posvetili temu. Zdaj v bistvu v okviru tega projekta smo razvili postopke oziroma definirali postopke, kako delati z digitalnim gradivom. Od prevzema gradiva do strokovne obdelave gradiva, dolgoročne hrambe in potem na koncu v bistvu, kako tudi to gradivo dati na voljo oziroma vpogled uporabnikom. Partnerji v tem projektu so v bistvu Arhiv Republike Slovenije kot nosilec in vseh 6 regionalnih javnih arhivov, ki smo zdaj združeni v bistvu v Slovensko javno arhivsko službo. Zdaj, ključno, kar je v bistvu za uporabnike, kar smo naredili v tem projektu, je to, da smo združili vse arhive v eno bazo in da lahko preko enega portala v bistvu iščete arhivsko gradivo vseh 7 javnih arhivov in potem to gradivo potem tudi naročate. Zdaj, zakaj v bistvu je pomembno skrbeti za dostopnost? Eno je pač ta vidik etični, moralni, drugo je pa v bistvu ta praktični vidik, ker statistika pravi, da tretjina ljudi ima neko oviranost. In jaz mislim, da ta številka dokazano je pač, da se povečuje, mislim pa, da se zmeraj hitreje povečuje. In v bistvu, ko narediš nekaj dostopno za ranljive skupine, nevede narediš tudi dostopno za celo množico drugih ljudi, v bistvu na katere niti nisi pomislil. Andrej, greva v redu? Okej. Čitalnice vseh arhivov smo opremili s specialno opremo za senzorno ovirane, se pravi gluhe, naglušne, slepe, slabovidne. Zdaj, da ne izgubljamo čas, ne bi našteval vsega tega. Pa bi šli potem kar v bistvu na konkretne prilagoditve. Zelo zanimiv projekt je bilo, kako narediti kopijo srednjeveške listine, kar smo naredili v bistvu z originalnimi materiali, se pravi, uporabili smo pergament, kaligrafski prepis, naredili pečat iz voska, ki je najbolj podoben vosku pač iz takratnega časa, ker čisto enake zmesi ne moš narediti. Enako velja tudi za vrvico, ki drži pečat. Tukaj je bilo vključenih veliko nekih strokovnih tehničnih ustanov. Uporabili smo 3D skeniranje in 3D tisk, da smo lahko pečat naredili. Potem naslednja stvar je maketa avta. To je avto, ki je v bistvu glavni lik v filmu Naš avto in nekdo, ki je slep, pa gleda, mi tudi rečemo, da gledaš film, ne rečemo, da ga poslušaš. Nekdo, ki je slep, pa ta film gleda, v bistvu si ne more predstavljati, kakšen ta avto je, kako izgleda. In smo rekli, da bomo ta avto narediti s 3D tiskom
da se ga da lepo potipati in da imaš potem popolno predstavo, kakšen ta avto je. V bistvu in listina in avto sta v prvem smislu namenjena samo slepim, ampak na koncu v bistvu vsi uporabniki, vsi obiskovalci, ki pridejo, jim je to zanimivo pogledati, potipati, ker v bistvu v resnici koliko ljudi ve, kaj je pergament, koliko ljudi ima sploh priložnost potipati pergament. Potem naslednja stvar je filmsko gradivo. Prilagodili smo film To so gadi, in sicer tako, da smo mu dodali zvočni opis, podnapise in pa video tolmača, pa najbolj si to kar pogledamo. Nad portalom, ki vodi na dvorišče, je tablica s hišno številko 15. Na stopnišču v hiši poteka sestanek stanovalcev. Starejši moški se repenči. Današnji sestanek hišnega sveta ima samo eno točko. Štebetova mularija. Naša Štebetova, to so gadi. Zabrusi ena izmed žensk, ki se oprijema držaja metle, drugi, ki na stolu leze vase, se stiska k steni in grize dlan. Prilagajali smo tudi fotografsko gradivo, prilagodili smo več kot 1800 fotografij, in sicer tako, da smo jih opisali, pri tem smo v bistvu uporabljali metodo audiodeskripcije, napisali smo si neka svoja priporočila, ki smo se jih potem držali pri samem opisovanju. Pisovno gradivo za slepe smo prilagajali tudi tako, da smo gradivo poskenirali, naredili OCR in potem ročno popravljali napake, ki jih pač OCR zmeri naredi. Za gluhe in naglušne smo prilagajali tudi audio posnetke, se pravi nekih približno 210 audio kaset, smo naredili dobesedni prepis, transkripcijo, zdaj to smo delali tako, da smo ročno prepisovali, uporabljali smo tudi avtomatska orodja za transkripcijo, za katerimi je pač spet potrebno popravljati napake. Potem pridemo do spletne dostopnosti, tukaj jaz o nekih tehnikalijah ne bi govoril, ker bo to potem Andrej predstavil. Mi kot organ javne uprave svoje vsebine objavljamo na portalu gov.si in ko se ta portal prilagaja za ranljive skupine, smo potem v sodelovanju z Beletrino sodelovali pri tem, da smo testirali portal, povedali, kaj je treba popraviti, kako popraviti in potem tudi testirali popravke. Istočasno smo pa tudi v sodelovanju z Beletrino izvajali usposabljanja za ljudi, ki v bistvu objavljajo in oblikujejo vsebine za na ta portal. Naslednja stvar je register ustvarjalcev arhivskega gradiva. To je v bistvu tako majhno spletišče, za katerega skrbi sodelavec Boris Domajnko. Z Borisom sva se usedla, sva pogledala, kaj je treba popraviti z ročno analizo. To smo popravili, potem je Boris uporabil tudi orodje za avtomatsko preverjanje in je rekel, pač, če že delam, bom naredil, koliko se zagre, tako da v bistvu je popravil vse do zadnje potencialne težave, ki je orodje predlagalo, čeprav ročna analiza je pokazala, da to ni težava, ampak je rekel, jaz hočem imeti na koncu nulo potencialnih in ostalih težav. Prilagajali smo tudi spletne strani vseh regionalnih arhivov, vseh 6. Se pravi, tukaj v bistvu ima vsak arhiv svojo spletno stran, svoje izvajalce, ki to delajo, tako da smo vsem tem izvajalcem potem predstavili, kaj je spletna dostopnost, zakaj je pomembna, kaj narediti, kako popraviti, in pač vsako spletno stran smo pregledali in povedali, kaj je treba narediti, in tudi potem pač popravke preverili. Zdaj smo v bistvu prišli do zadnjega diapozitiva, to je naša virtualna arhivska čitalnica, na kateri, kot rečeno, lahko iščete po gradivu, po bazi gradiva vseh 7 arhivov, naročite gradivo, naročite vpogled, reprodukcijo, karkoli. Zdaj, pomembno je tukaj povedati, da je to v bistvu prvo spletišče v Sloveniji, pa po moje tudi širše, kjer je že v razpisu bilo zahtevano, da mora biti dostopno za ranljive skupine, in sicer ne kot neke bonus točke, ampak kot pač mora biti. Sicer 2-3 stvari še niso dostopne zaradi pač različnih okoliščin, tako da bi lahko rekel, da je spletišče dostopno 99 ali pa 98%. Smo pa v bistvu skozi cel postopek, ko smo testirali že prve beta verzije funkcionalnosti spletišča, tudi spletno dostopnost testirali in pač sproti opozarjali izvajalca, kaj je narobe. Zdaj smo v fazi razpisa nadgradnje tega portala.
kjer zahtevamo tudi, pač, da se odpravi stvari, ki so zdaj nedostopne, in pa da bojo vse nove funkcionalnosti in vsebine tudi dostopne za ranljive skupine. Zdaj, to je to z moje strani, mogel sem biti zelo hiter, tako da sem bolj kot ne naštel pomembne stvari. Če kakšno vprašanje, kar vprašite, lahko pa tudi kadarkoli nam pišete, nas pokličete, povprašate. Če se pa pojavi kak interes, pa lahko kakšno temo bolj podrobno predstavimo tudi na kakšni naslednji konferenci.